Danes v Pomurskem dnevniku. Od peke rib na palici do bujranja. Na Jenamena fest. Muraši v drugem polčasu razbili Radomlje. Proslava ob priključku Prekmurja. Vreme jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci, spremljate Pomurski dnevnik. Že v petek so se na otoku Ljubezni v Ižakovcih začeli 26. bujraški dnevi, ki jih 3 dni pripravlja več društev iz krajevne skupnosti Ižakovci. Prikazali so stare običaje, se pomerili v peki rib, za obiskovalce so poskrbeli tudi s stojnicami in glasbo. Letos so na otoku Ljubezni pripravili že 26. bujraške dneve. V ospredju prireditve je bil prikaz nekdanjega običaja, ki je že skorajda izumrl. Sveta došća ne lomljenca bilo v primer skal. So takšne kubike, ko vidite na levoj strani, to se na bregi betoniralo, se razkuklo, pa se obrežno zavarovanje delalo. Te so pa že skole naprej prišle, pa so te z lepo glave, pa z Avstrije vozili, pa so te pa s tistim delali. Meni naporo je bilo, pa prije je bilo gotovo. Zdaj se samo računa, da en takšni kubik ti je dal 15-20 kock, razen tedej kvadrov, to je malo zavarovanje bilo. V Kelku so ljudi samo zavolj toga pretrpeli. Zdaj pa, ko smo letos pa prikazali, mi pač jedna kocka smo zbetonirali, to je 50 debel, to se na Muri jako dosta ne uporabljalo. Ali da je pa ne bilo v delo na Muri, smo mi po Jarkovi tudi delali, ledavo gor po Goričkom, te smo pa v spori kocko ljali, vipu zabili, pa primer tako, kako je to prikazano, tisto kocko, tako se je levo desno gor skladalo, ko je pač, da je velika voda bila, ko je ne kopala dela. V vegetaciji je pa bilo, najboljše je bilo to na spomlad, ali pa tako v jesen, primer junija, avgusta, da je najbolje zeleno veje bilo. Ko bolje zeleno veje, prije se je prijalo. Zdaj pa, ko je izven vodi, ko je na toj našoj stari traverzi, tu njegov vodi ne more nikaj držati. A vodi pa šibo drži brez lufta, ko je v vodi, po 200 let. Dogajanje na otoku Ljubezni pripravljajo vsako leto 3 dni. Tudi letos so poskrbeli za novosti. Smo organizirali bujraško noč v petek, ki je do zdaj ni bilo, se pravi je prvič bila. Potem smo malo preselili lokacijo današnjega tekmovanja v pečenju rib. To so tiste osnovne karakteristike, ki nas zaznamujejo letošnje bujraške dneve. Petek, prvi dan, ki so ga naslovili bujraški večer, je bil namenjen zabavi. Sobota, dan ljudske kulture in običajev, pa otrokom z likovno delavnico, z okroglo mizo o hidroelektrarnah in biosfernem območju reke Mure, strokovni javnosti, popoldan pa široki javnosti, saj so prikazali bujraštvo, tekmovali pa so tudi v pečenju rib na indašni način. Ja, poimenovali smo tekmovanje na indašni način, izhaja iz tradicije pečenja rib na Batu, ki je prav posebno za naš kraj. Sicer pečajo ribe na mrežah, tako da je malo delo lažje, vsekakor je pa to en izziv. Peko rib na palici so dejansko prikazali, je pa več kot ducat ekip tekmovalo v malo modernizirani različici. Pekli so jih namreč na odprtem ognju na rešetki. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi starodobnike, pokazali so se dimek iz kolesi ter člani društva Pufkači s traktorji. Sobotni večer so popestrile in mu dale mističen pridih vile, ki so zaplesale. Nedelja na bujraških dnevih, naslovljenja Dan duhovnosti in družabnosti, pa se je začela z jutranjo budnico, prinašala pa je še kulturni program, mašo ter družabno popoldne. V četrtek se bo zopet začelo pestro trodnevno dogajanje v Črenšovcih oziroma dobro poznani Jenamena fest. Kaj vse so letos pripravili, nam bo iz prve roke povedala gospa Andreja Sever, predsednica Kulturno-turističnega društva Črenšovci. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kaj ste nam pripravili za ta teden? Ja, Jenamena fest letošnji prinaša vse to, kar prinaša v pretekla leta, tako da nič kaj posebnega nismo izpustili, čeprav je dogajanje strnjeno le na 3 dni.
ampak gotovo prinaša vse to, kar ljudje že poznajo, kar jim je bilo všeč in nekako vidimo, da to tudi je potrebno nadaljevati s tem. V ospredju je seveda kultura. Kaj lahko na tem področju pričakujemo? Ja, torej na področju kulture vsak večer, etnoglasbeni večeri, potem gledališče na prostem, tudi mednarodni folklorni festival. Zdaj, če bom šla kar po dnevih, bi povedala, da v četrtek pripravljamo otvoritev festivala, v popoldanskem času že rokometno srečanje legend, ki ga nekako že poznajo. Potem bo potekala tudi plesna delavnica za otroke, ob otvoritvi pa bo sledila potem etnoglasbeni večer družine Matajič iz Črenšovcev. Temu bo sledil folklorni festival, ki smo ga poimenovali kar sosedsko rajanje, k nam prihajate dve skupini iz tujine, tako da to je tisto, kar prinaša četrtek. Zdaj v petek bomo nadaljevali z družabnim srečanjem starejših, potem bo tu tudi gibalni dan, ki ga pripravlja klub Štrk. Sledil bo program za otroke, ki ponuja tokrat ustvarjalne delavnice in pa gledališko predstavo ob 18. uri. V tem času se bo odvijal tudi Jenamena fuzbal. Zvečer poskrbimo za etnoglasbeni večer z moškim vokalnim kvintetom Eternum, tako da ob 19. In s tem bomo nekako zaključili tudi petkovo dogajanje, oziroma sem še pozabila, da pred etnoglasbenim večerom se bo zgodil krajši skeč, Mačo in Mejke prihajata. Zdaj v soboto pa tisto glavno festivalsko dogajanje, ki je nekako že poznano, od ribičije do kolesarjev, do balinanja, olimpijade. Na prireditvenem prostoru bo muzejski kot, tu si bodo lahko ljudje ogledali starine, tudi kolesa starodobnikov. Potem bo pa tisti jedrni del, ki ga pravzaprav predstavlja sam Jenamena fest, so pa predstavitve starih uvertirov, kodelstva na stojnicah, tako da s tem bomo začeli ob 13. uri. V popoldanskem delu pa potem še kulinarične posebnosti in zaključni program za otroke z gledališko predstavo Miškenega gledališča Kukuc, Zvezdana in Zvonko v cirkusu. Skratka, kultura, šport, rokodelstvo na eni strani, na drugi strani pa zelo poznani ste na Jenamenu festu po kulinariki. Kaj lahko pričakujemo letos? Tako kot vsako leto bomo tudi letos ponudili külje, ki so nekako jed, ki je ostala morda prav zaradi Jenamena festa. Sicer pa vsak večer kot doslej brezplačne pogostitve vseh obiskovalcev z domačimi pogačami, z levankami, buhtline, tako da to tudi že obiskovalci poznajo. Posebnost je morda letos kulinarični kotiček, kjer bomo na samem prireditvenem prostoru kuhali bujto repo, potem bodo tu tudi brezplačno pokošino ribe, ki jih pripravijo naši ribiči, in pa seveda vinogradniški del, ki ga pokriva Društvo vinogradnikov iz Velike Polane. Ne smem pozabiti na Jenamena kavla, tudi letos bodo parkirana, bom rekla, na prireditvenem prostoru in ponujala bodo okrog 10 domačih jedi, ki so nekoč bile zelo prisotne na naših jedilnikih. Danes pa zato, da se ne pozabijo, jih ponudimo na samem festivalu in zraven priložimo seveda tudi recept, da si morda lahko kaj od tega ljudje pripravijo tudi doma. Vse pestro dogajanje seveda na eni lokaciji, 3 dni, ste še popestrili in nadgradili z dobrodelno akcijo. Ja, tako v športnem parku Črenšovci torej poteka sam festival, tam že tudi potekajo Jenamena počitnice, sicer nekoliko ločene lokacije, nekaj lokacij je, bom rekla, gibljivih ali pa prilagodljivih, tako da natančen program je mogoče videti na naši spletni strani jenamena.si, potem tudi v Jenamena novinah, ki bodo ponekod tukaj prek Murju prisotne, tako da si lahko natančen program tam pogledate. Kulinarično pa vse to bo pa torej v Črenšovcih bo dišalo, se bo plesalo, se bo pelo, se bo veselilo, tako da podari zvezek lahko prinesete na sam prireditveni prostor. Mislim, da je akcija toliko poznana, da ne bi več o njej. Bodo pa gotovo veseli tisti, ki bodo deležni naše podpore. Predvsem vabimo mlade in otroke in jih s tem navajamo na čut do dobrodelnosti oziroma do tistih, ki so pomoči potrebni, na solidarnost. Tako da vabimo predvsem mlade, da prinesejo vsaj en zvezek. Zvezek ali kakršnokoli drugo potrebščino smo tudi na naši televiziji o tem poročali in sodelovali, tako da verjamem, da se jih bo veliko odzvalo, predvsem sedaj, ko je september tako blizu. Ne smeva pa pozabiti tisto najbolj tudi zanimivo, kar pritegne, je zabavni večerni del. Kaj ste pripravili? Ja, v večernem delu, v teh zabavnih večerih pa gostimo zgolj slovenske glasbene skupine, na kar smo zelo ponosni, kajti potem je festival tudi znan, tako da v četrtek bo z nami glasbena skupina Gadi, ki jo poznamo, potem v petek Dejan Vunjak,
svojimi glasbenimi prijatelji. V soboto bosta dve Jename na veselici, v popoldanskem delu Ekstra kvintet, to so brhke mladenke, ki znajo tudi igrati, in pa zvečer zimzeleni alpski kvintet z Otom Pestnerjem. Mislim, da tukaj v tem našem prostoru že dolgo niso bili prisotni, tako da gotovo nas čaka nekaj zelo posebnega tudi na tem Jename na festu. Naj povem še, da bomo na tej zadnji veselici poklonili tudi kolo. V tej akciji Jename na bicikli lahko sodeluje vsak obiskovalec, se prijavi na infotočki in potem izžrebamo nekoga, ki se bo odpeljal domov s kolesom. Med otroki pa bomo izbrali oziroma izžrebali tistega, ki bo dobil brezplačno seveda spet tudi skiro. Toliko dogajanja, da bo 24 ur premalo za en dan. Skoraj da, ampak verjamem, da bomo uspeli. Hvala, da ste bili v naši družbi ter da ste nas povabili na Jename na fest. Prosim. Nogometna šola Mura je včeraj na Fazaneriji gostila NK Radomlje. Po prvem polčasu je kazalo bolje črno-belim, v drugem pa so z nasprotniki pometli. Edini zadetek v prvem polčasu je v 36 minuti dosegel Luka Bobičanec, s čimer so domačini povedli z 1:0. So pa zato bili toliko boljši nasprotnik v drugem polčasu. Arpad Vaš, zmaga na Fazaneriji 4:0, verjetno ste zadovoljni. Ja, vsekakor smo zadovoljni, šli smo po zmago, jo tudi dosegli. Sicer v prvem polčasu mogoče malo težje, ampak nam je igra na to stekla, 4krat smo zadeli in pripeljali tekmo v koncu mirno. To je to. Je zmaga toliko bolj pomembna, ker so Radomlje eden izmed nasprotnikov, ki bi lahko z vami krojil vrh lestvice? Ja, sigurno, saj so lani še igrali prvoligaški nogomet, kar se je tudi videlo, da so organizirani, da igrajo dobro od noge do noge, probali so razviti svojo igro, ampak smo se na to dobro pripravili, dobro vzpostavili ritem in dosegli doseženo. Vsekakor pa je to neki boljši pokazatelj, kot je bila prva tekma. Sedaj ste že 5 točk pred Radomljami, v naslednjem krogu vas čaka Ilirija, še ena zahtevna tekma. Kaj pričakujete od te tekme? Ja, tudi oni so napovedali boj za višja mesta. Mi gremo kot na vsako tekmo po zmago. Čim boljše se bomo pripravili na to, ampak še pred tisto tekmo imamo v sredo pokal in kot vedno pravimo tekmo po tekmo, tudi zdaj ni to drugače. Bomo se pripravili prvič na sredino tekmo in le na to za sobotno. Ante Šimundža po zmagi nad Fužinarjem, danes težji nasprotnik, pa vseeno 4 zadetki v njihovi mreži. Ja, danes smo igrali na svojem stadionu, danes smo videli, kaj pomeni energija tega stadiona. Enostavno, ko igralci dajo neko energijo navijačem za dobro igro, za dobro predstavo, navijači to dvojno, trojno vrnejo in to je tisto, kar tukaj krasi. In sigurno nam je to dalo dodatna krila v drugem polčasu, ker če si Radomlje ne ustvarja v cel tekmi niti ene priložnosti, pomeni, da smo bili res na zelo visokem nivoju, tako tekaško, tako taktično in dominirali v vseh pogledih igre. Kako pomembno je bil tisti zadetek pred koncem prvega polčasa, da ste na odmoru šli z prednostjo enega zadetka? Ja, lahko bi šli tudi z dvema, ampak zelo pomembno je to iz prostega razloga, ker smo se držali svojega cilja, svoje strategije, enostavno lomili smo nasprotnika, čakali na priložnost, zadeli vrhunsko in stvari, katere se dogovorimo, fantje zelo dobro izpolnjujejo. Kako pomembno pa je to, da igralec, ki ga pošljete v igro, na to zadane, je to za ekipo, za samega posameznika, kako pomembno je to za vse skupaj? Tukaj moram reči, da definitivno je za strelca ali pa za špico pomembno, da zdene. Moram reči, da vsi fanti, kateri so na klopi, in tisti, ki so prišli noter, in tisti, ki niso prišli noter, so izredno pozitivni. Smo ena družina, katera deluje skupaj, ne glede na to, kdo igra, vsi dajo svoj maksimum. Kar se tiče samega vstopa, že v Ravnah je bilo odlično, vsak, ki je prišel noter, si želi igrati normalno. In danes je ta pristop, katerega so imeli v Ravnah, je tudi danes, je Marošo nagradila z zadetkom. Radomlje so ena izmed ekip, ki naj bi konkurirala za vrh. Eden izmed teh je tudi Ilirija, ki vas čaka v naslednjem krogu. Kaj pričakujete od gostovanja v Ljubljani? Ja, dajmo prvo rešiti pokalno tekmo za Zarico, delamo korak po korak, enostavno moramo zdaj videti, kakšne so poškodbe, ker imamo neke manjše poškodbe. V sredo igramo Zarico Kranj, ki je tudi ekipa mlada, katera zelo poletna. V pokalu imamo visoke ambicije, ko bo prišel čas za Ilirijo, bomo razmišljali krat o njih.
Menili ste poškodbe, kateri igralci so torej lažje poškodovani? Ne, lažje ste bili, Bobi je sam zahteval menjavo, enostavno malo težave z gležnjo, upam, da bo to zdravniška služba rešila. Druge stvari so pa takšne od tekme, da se pa zgodi. Okoli 2:30 popoldne je na glavni cesti med Ljutomerom in Križevci pri Ljutomeru prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri je bil udeležen motorist. Ob 14:25 je na cesti izven naselja Križevci pri Ljutomeru padel motorist. Po doslej znanih podatkih naj bi motorist na ovinkastem delu ceste padel na cestišču, nato pa skupaj z motorjem zdrsel s cestišča na bližnjo njivo, kjer je obležal v koruzi. Na kraj nesreče je bila napotena ekipa nujne medicinske pomoči iz Ljutomera. Po pregledu poškodovanca so zaprosili helikoptersko ekipo iz Maribora za prevoz. Gasilci PGD Ljutomer so varovali pristanek in polet helikopterja, kateri je odpeljal poškodovanca v bolnišnico v Maribor. Prihajajočo sredo bo v puconski osnovni šoli potekala regijska proslava ob dnevu združitve Prekmurja z Matico. Na dogodku bo zbrane nagovoril Marjan Farič, predsednik Prekmurskega društva generala Maistra Murska Sobota. Osrednji gost prireditve pa bo tokrat predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Puconce na igrišču med cerkvijo in telovadnico ter domom Štefana Kuzmiča se bo odvijala ta prireditev. Mi želimo predstaviti našo kulturo, naša kulturna društva, pomeni kulturno društvo občine Puconce, občine Cankova in občine Tišina. Predvsem te se bodo to predstavili. Slavnostni govornik bo Marjan Farič, predsednik Prekmurskega društva generala Maistra, se pa nam bodo tudi pridružil predsednik Pahor, ki bo pa nas pozdravil, ne bo pa slavnostni govornik. Je tudi ministrstvo kaj prispevalo oziroma pomagalo pri organizaciji? Ja, Ministrstvo za kulturo ima določene razpise, mi smo se na ta razpis prijavili in od 9000, koliko približno dajo, smo bili soudeleženi 6500. Vendar bomo pa to mogli dokumentirati in potem bomo tudi ta denar dobili. Nasploh pa vi tukaj letos obeležujete visok jubilej in bo to sedaj samo še dodana vrednost vaše občine? Ja, z predsednikom Faričem so se dogovorila, pa je prav tako, če ste že 500-letnico reformacije dali skozi, potem še prvo tudi to in dejansko smo zadovoljni, da smo se dogovorili, da je naša občina to izbrana in želimo v tem tudi aktivno sodelovati. Občine Puconci, Tišina in Cankova, ki letos skupaj pripravljajo dogodek, si želijo, da bi se vsi Prekmurci zavedali pomena tega praznika. Na to bo opozoril tudi slavnostni govornik. Najprej bom orisal ta historični del praznika, se pravi, zakaj je sam praznik, čemu je namenjen, predvsem pa to, da Prekmurje na dediščini vseh prekmurskih domoljubov rabi neko novo samozavest, ki jo mora uveljaviti tudi v širšem prostoru, se pravi v Sloveniji. Se tukaj zavedamo, kaj je ta dogodek, kaj to pomeni za Prekmurje? Mislim, da ne še v zadostni meri, prav tako mislim, da se tega ne zaveda tudi širša domovina Slovenija. Kot vemo, je Prekmurje edina pokrajina, ki jo je Slovenija, se pravi slovenski nacionalni prostor, pridobil za pogajalsko mizo po prvi svetovni vojni in to vsekakor je za naš nacionalni prostor in tudi, bi rekel, za današnjo slovensko suverenost nacionalno in ozemeljsko izredno pomembno. Tovarno bodo celotno razstavili in odpeljali iz Prekmurja. Katera tovarna se je tokrat znašla v medijih, preberite na spletnem portalu www.sobotainfo.com. Mi pa si medtem oglejmo še kratke novice.
Vročinski vali, v Prekmurju smo jih imeli vsaj 3, so se zaenkrat umirili. Čeprav naj dnevi ne bi minili brez neviht, pa nas vmes čaka še nekaj visokih temperatur. Poglejmo napoved. Danes smo imeli pretežno jasno vreme. Opoldne smo namerili v Krajinskem parku Goričko in Radencih 23, Lendavi in Murski Soboti 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru 14, najvišje dnevne 29 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo dvignile na 31 stopinj. V četrtek bo prevladalo sončno vreme. Nevihte niso izključene, namerili pa bomo 31 stopinj. Do 33 nam vremenoslovci napovedujejo za petek. Toliko za danes. Jutri v Sloveniji praznujemo cerkveni praznik Marino vnebovzetje, ki je hkrati pri nas, kot tudi pri naših sosedih, dela prost dan. Tako da se vidimo zopet v sredo s svežim aktualnim dogajanjem. Lep preostanek dneva vam želimo. Se vidimo.